Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep poletni dober večer želim. Vstopili smo v poletni počitniški mesec julij, ki ga vsako leto v najmlajši dolenjski občini začnejo praznično. Govorim seveda o občini Mirna in sicer se spominjajo dne iz nedavne zgodovine. Več o tem pa bo seveda povedal nocojšnji gost, župan Dušan Skerbiš. Dober večer tudi vam. Ja, lep pozdrav vsem gledalcem televizije, vaš kanal. Torej, kot sem omenila, najnovejša zgodovina je pravzaprav tista, zaradi katere praznujete v začetku julija, natančno 1. julija praznujete. Lahko malce opišete, torej, kaj se je zgodilo 1. julija? Ja, 1. julija je bila občina Mirna razglašena kot samostojna občina z zakonom že prej potrjenim v državnem zboru in seveda s 1. julijem smo začeli samostojno delovati in zato na ta dan praznujemo tudi naš občinski praznik, se pravi, danes je 9 let, ko delujemo samostojno in seveda v teh 9 letih imamo tudi kaj pokazati. Glede na to, da ste izbrali prav 1. julij, ste verjetno na te dogodke še posebej ponosni, ki so se takrat zgodili. Ja, ponosni smo na vse dogodke, ki so se dogajali v tistem času od leta 2009, ko smo na referendumu se skoraj plebiscitarno odločili za samostojno občino, pa skozi leto 2010, ko smo imeli seveda večkrat občino že v žepu, pa jo nismo imeli, kajti dogajanja v državnem zboru so bila zelo problematična ali pa tako rekoč nepredvidljiva, kajti enkrat smo bili občina, pa po vetu državnega sveta nismo bili občina in seveda v letu 2010 na 6. decembra nam je Ustavno sodišče razglasilo, da pač mora državni zbor ustanoviti občino Mirna in tako je potem v letu 2011 državni zbor razglasil občino Mirna, ki pa je bil sprejet z zakonom in veljavnostjo na dan 1. julija 2011. K praznovanju občinskega praznika se bova v nadaljevanju oddaje še vrnila. Zdaj pa morda k najbolj aktualni temi ta hip. Bila je kar precej, o njej se je veliko, o tem se je veliko pisalo. Govorim seveda o Mirnskem gradu, ki ga je dr. Marko Marin vrsto let obnavljal in pravzaprav po njegovi zaslugi je ima danes takšno podobo, kakršno ima. Potem po njegovi smrti nekaj časa se ni vedelo, kaj z gradom bo. Danes pa se kaže lepša slika. Kako pravzaprav se je ta zgodba odvijala? Ja, vrsto vprašanj sem dobil tudi jaz na moj naslov, na naslov občine, kako to, da je grad prešel v roke tujcev in tako dalje, vendar jaz sem vesel, da imamo danes novega lastnika in novo zgodbo, ki jo je predstavil tudi na gradu že gospod Kajliš Kokopeli, upravitelj tega gradu po pooblastilu nove lastnice Tatjane Rodriguez Anderson, sicer Mehičanke, tudi z ameriškim državljanstvom, ki je del svojega družinskega premoženja namenila za nakup in ki nam je na občini tudi predstavila vizijo razvoja same dejavnosti na gradu in tudi zgodbo o tem, kaj bo gospod Kajliš Kokopeli razvijal na tem gradu v smislu glasbene terapije in v smislu glasbenega izobraževanja. Seveda različni mediji so prikazovali to zgodbo na svoj način. Nekateri so hoteli iz te zgodbe narediti afero, drugi so prikazali tako, kot jo je prikazal tudi gospod Kajliš Kokopeli najprej na občini Mirna, kjer smo bili tudi predstavniki ne samo občinske uprave, ampak je bil prisoten tudi gospod iz spomeniškega varstva Novo mesto, gospod Dušan Štepec. Potem je bila sama predstavitev tudi na sam dan primopredaje ključa, to je na prvi poletni dan, 21. junija, ko se je na gradu predal ključ iz roke do tedanje lastnice, gospe Marije Kerševan, novemu upravitelju, da prevzame v imenu nove lastnice ta ključ, se pravi, ključ je bil na ta dan predan in gospod Kajliš Kokopeli je takrat novinarjem, prisotnim novinarjem, tudi iz vaše hiše so bili takrat prisotni, na primopredaji predstavil svojo vizijo. To vizijo je predstavil potem tudi na našem praznovanju občinskega praznika, ki je bil seveda pred današnjim samim praznovanjem, ker smo podelili tudi priznanja občine Mirna in ker je v kratko predstavil tudi
svoj program, svojo vizijo. Seveda pa je to svojo vizijo predstavil tudi občanom občine Mirna ob prihodu gospe Tatjane Rodriguez Anderson nekje v sredini julija, pa bo zgodbo ponovil še za vse slovenske medije, tudi za tiste medije, ki niso bili prisotni, zato da se z zgodbo razvoja in dejavnosti na Mirnskem gradu seznanijo. Dejstvo je, da gospod Kokopeli želi s Pečjo lepotico, kot pravimo Mirnskemu gradu, obuditi z dejavnostjo in ne samo z obnovo, kajti obnova ni vse. Grad mora živeti in če bo grad živel, bomo z njo živeli tudi občani občine Mirna in tudi širša skupnost, kajti grad bo tako ponešen skozi to dejavnost, ne samo v slovenskem, ampak tudi v svetovnem prostoru. Omenjali ste oziroma bilo je rečeno, da pravzaprav ta zgodba se bo nadaljevala oziroma se bo odvijala na gradu. Tudi fundacijo bodo ustanovili, če sem prav razumela. Torej, kakšna bo ta zgodba na gradu? Jaz predlagam, da v tej zgodbi več pove Kajliš Kokopeli na predstavitvi, ki jo bo imel na gradu, kajti samo on je pristojen, da podaja stališča in mnenja in prepričan sem, da boste vsi novinarji takrat zelo zadovoljni z njegovo predstavitvijo. Naj samo na kratko povem, da poleg glasbene terapije bodo dobrodošli na gradu vsi tisti, ki imajo dobre programe, dobre zamisli in ki skrbijo tudi za čuvanje narave, za to, da bomo, kot pravi Kajliš, pustili nekaj našim zanamcem, se pravi, da bo ne samo grad, ampak tudi zgodba tega gradu živela še več stoletij tudi vnaprej. Se pravi, bo na gradu zagotovo živahno. Kako pa so zadovoljni domačini, torej Mirnčani, z to prodajo? Ste dobili že kakšne vtise? Verjetno ste. Večina jih je seveda tistih, ki vedo, ki so poslušali zgodbo gospoda Kajliša Kokopelija, zadovoljni. Tisti, ki so slišali samo zgodbo nekaterih novinarjev, ki so želeli škodoželjno poročati o gradu, seveda pač se sprašujejo, ali je zgodba, ki jo mi govorimo, resnična ali ne. O tem se boste prepričali, seveda, kot sem že rekel in kot sem že omenil na samem pogovoru, in jaz sem prepričan, da bomo občani občine Mirna z gospodom Kajlišem in seveda z tem, kar bo izvajal, dobili novega princa, novega Marka Marina, ki bo skrbel za to, da bo grad se ne samo oblikovno vračal v staro podobo, ampak z programom pridobil nov razvoj in nov pridih večnosti, kot sem že prej omenil. Grajska kulisa je pravzaprav res zelo lepa, značilna podoba Mirne, bi lahko rekli. Pod gradom pa je ribnik, s katerim pa imate tudi načrte v prihodnje. Nekdaj ste se recimo v njem že kopali, pa morda čez nekaj let spet. Ja, seveda, ta Mirnski ribnik je zgodba vseh Mirnčanov in širše okolice. V tem Mirnskem ribniku smo se marsikateri mladinci ali pa takrat osnovnošolci kopali, uživali poletne počitnice, bili veseli, da imamo ta ribnik, ki je pa kasneje postal resnično samo ribnik in danes ga uporabljajo v glavnem ribiške družine Sevnica. Pred kratkim je bilo tudi ribiško tekmovanje za pokal s Pečje lepotice, ki je že tradicionalno, in seveda vesel sem, da ribiči skrbno skrbijo ne samo za ribe v samem ribniku, ampak tudi za urejenost okolice. In ko bomo seveda pridobili gradbeno dovoljenje in na tem delamo, bomo v prihodnosti kandidirali tudi na kakšna evropska ali druga državna sredstva za renoviranje tega ribnika in vrnitev ribnika nazaj v naravno kopališče, ki bo ne samo za Mirnčane, ampak tudi za širšo okolico zelo zanimivo za preživljanje poletnih počitnic in seveda tudi za vse tisto, kar Mirnčanim želimo. Želimo sprehode, mirnost, urejenost kraja in pa lepoto samega bazena, stopiti z celotno okolico, to se pravi tudi z okolico gradu, in seveda prepričan sem, da bomo v tem uspeli. Pravzaprav vse to, kar ste omenili, je pa na nek način pomembno tudi za turistično zgodbo. Mirna je že od vsega začetka znana predvsem po tem, da je nosilka projekta mreže postajališč za avtodome.
Lahko bi rekli, da je teh postajališč vsako leto več. Kako se pa recimo to pozna pri obiskovalcih Mirne? Jih je kaj več? Seveda, tudi na Mirno je vse več avtodomov, ki parkirajo na začasno urejenem parkirišču v športnem parku, kjer smo uredili postajališče za avtodome. Seveda to postajališče bomo uredili potem pri Mirnskem gradu, kjer bo klasično postajališče, medtem ko je tukaj bolj kot počivališče ali parkirišče namenjeno za krajši oddih ali za prenočitev avtodoma z namenom, da ta avtodomar raziskuje okolico, da pusti kakšen evro tudi v bližnjem lokalu in seveda, da preuči možnosti preživljanja potem kakšnih daljših počitnic tudi v neposredni okolici Mirne. Sam avtodomarski turizem je seveda zelo zanimiv. V Sloveniji je preko skoraj 6.000 registriranih avtodomov, za preko 10.000 popotniki z avtodomi v Evropi, je preko 2 milijona registriranih avtodomov z preko 10 milijoni popotnikov z avtodomi in seveda, zakaj bi vsi ti avtodomi samo potovali preko Slovenije, zakaj se ne bi v Sloveniji ustavili za kakšen dan, 2 ali 3 in nas raziskovali in na ta način pustili v naši davčni blagajni tudi kakšen evro več. Ne raziskujemo, ne želimo si raziskovanja Slovenije samo iz avtoceste, ampak da avtodomari pogledajo Slovenijo od blizu in vesel sem, da se je v sam projekt vključilo 86 slovenskih občin, se pravi, poleg občine Mirna še 85 drugih občin, skoraj vse mestne občine in tudi turistično zanimive občine in prepričan sem, da bomo v prihodnosti uspeli prepričati vseh 212 ali pa še preostalih 211 občin, da se pridružijo k skupni promociji Slovenije kot izredno lepe, kot čudovite dežele, kjer avtodomari lahko obiščejo tudi kmetije, kjer lahko kaj kupijo in sabo odpeljejo, saj imajo za to tudi dovolj prostora v avtodomu. In vesel sem, da je občina Mirna pobudnica tega projekta in da ta projekt tudi uspešno vodimo. Morda še to vprašanje, katerih turistov recimo je na Mirni največ, kdo največ pride? Trenutno slovenski turisti, glede na to, da pač drugih turistov je bolj malo. V preteklosti pa seveda smo opazili avtodomarje, tako Angleže, Nizozemce, Belgice, Nemce, Avstrijce, Italijane, tako da seveda avtodomarski turizem je zelo širok in tukaj glede na naše prospekte, ki jih delimo po sejmih po Evropi, lahko rečem, da so ti prospekti skoraj razgrabljeni in da se tudi na osnovi teh prospektov tujci odločajo za obiske Slovenije. Gotovo na Mirni, tako kot sicer v širši okolici, lepih kotičkov ne manjka, ne nazadnje sta tudi še Debenec in pa Lanšpreš. Kakšni so načrti recimo na turističnem področju, poleg ribnika, ki ste ga že omenili? Ja, načrtov imamo kar nekaj. Seveda z načrti so povezana tudi finančna sredstva. Če bi imeli dovolj denarja, bi uresničili še veliko več projektov tudi na tem turističnem področju. Na Debencu v prihodnosti načrtujemo stolp. V letošnjem letu imamo že gradbeno dovoljenje in pridobili smo tudi že sponzorja za postavitev temeljev za postavitev tega stolpa in seveda v letošnjem letu bomo te temelje tudi uredili. Potem pa bomo malo počakali, če bo kakšen zopet razpis ali pa če bomo uspeli pridobiti donatorje za ureditev tega stolpa in prepričan sem, da bo ta stolp poživil obisk samega Debenca, kjer že zelo dobro deluje koča na Debencu z svojo gostinsko ponudbo in sam Debenc je zanimiva turistična točka tako za občane vseh 4 občin, bivše trebanjske občine, kot tudi za druge obiskovalce, ki pridejo v Mirnsko dolino. Lanšpreš pa je seveda tudi zgodba, ker jo želimo razviti naprej, kajti z Čebelarsko zvezo
Slovenije smo podpisali skupaj z občino Trebnje in čebelarskim društvom Trebnje in pa šolo Grm Novo mesto pismo o nameri o ureditvi tega prostora in na tem prostoru naj bi se v prihodnje uredila predvsem banka medovitih rastlin oziroma gojenje medovitih rastlin z pridobivanjem semen za prodajo za te medovite rastline, nad čemer pa naj bi seveda v prihodnosti skrbelo tudi čebelarsko društvo Trebnje in pa vsi tisti zainteresirani, ki smo podpisali pismo o nameri. V mesecu avgustu upam, da bomo imeli tudi sestanek, vsi zainteresirani na samem Lanšpržu, kjer se bomo bolj konkretno dogovorili o nalogah nas, ki v tem projektu oziroma ki smo to pismo podpisali in potem bodo sledile naslednje akcije. Jaz sem prepričan, da bo tudi posluh Ministrstva za pravosodje, javnega zavoda DOP in pa tudi vseh drugih zainteresiranih pripomogel k temu, da bo projekt uspešno izveden v samo podporo spomina na Petra Pavla Glavarja, ki je na tem Lanšpržu domoval in poučeval tako čebelarstvo kot sadjarjenje in da bo sam prostor namenjen seveda temu, kar si čebelari želijo, večji promociji čebelarstva ne samo v Sloveniji, ampak v svetu, kajti, kot veste, Slovenija je bila pobudnica za proglasitev dneva čebel, za svetovni dan čebel, kar pa lahko s ponosom povemo, da tudi Peter Pavel Glavar ima pri tem svoj pomen in svojo veličino. In velike zasluge, vsekakor za čebele moramo skrbeti vsi, ne samo čebelarji. Veliko projektov ste se že v vaši kratki zgodovini občine lotili. Med drugim tudi boste morali poskrbeti za vrtec, torej tudi pri vas je otrok vse več vključenih v predšolsko vzgojo. Sedanji vrtec je postal premajhen, pa načrti danes pa so že kar precej daleč. Ja, dejstvo je, da na Mirni se pričakuje izgradnja novih stanovanjskih blokovskih objektov in tudi stanovanjskih hiš in v prihodnje bo število prebivalcev v sami občini in v samem centru Mirne se še bistveno povečalo. Kajti prostor obstoječega vrtca je trenutno dovolj še velik, vendar neustrezen po normativih za predšolsko vzgojo. In zato smo morali krepko razmisliti, kako v prihodnje z priseljevanjem in z tem, kako zagotoviti predšolsko vzgojo za vse tiste, ki pač potrebujejo takšen način varstva, se pravi predšolsko vzgojo v vrtcih. Tudi šola bo počasi postala premajhna z novim doseljevanjem in zato smo se odločili, ko je podjetje Bartok prodajalo prostore v bivšem Preventu ali IMV-ju ali kakorkoli že imenujemo osrednji del proizvodnih prostorov v centru Mirne, kjer je bila najprej tovarna šivalnih stroj in potem vse ostalo, smo se odločili, da kupimo proizvodno ali pa del prostorov v tem bivšem IMV-ju, del nadkritih prostorov, lahko rečem, da je to že tretja gradbena faza za sam bodoči vrtec. Preučili smo možnosti, ali je ta prostor možno preurediti v sam vrtec, dobili pozitivna stališča, ne samo strokovnjakov, gradbincev, ampak tudi ZRMK-ja, Zavoda za raziskavo materialov, ki bo konec koncem tudi pregledalo vso gradbeno dokumentacijo, ki bo izdelana, in ko bomo gradbeno dovoljenje v prihodnjih dneh dobili, skupaj z tudi recenzijo samega gradbenega dovoljenja, potem bomo seveda na koncu še poplačali že dogovorjeni znesek in v prihodnjih letih bomo potem kandidirali na državna ali pa druga sredstva iz naslova energetske sanacije objektov, da bi lahko čim prej
vrtec seveda ustrezno uredili in ga namenili tako predšolski vzgoji kot tudi drugim dejavnostim, kot je naprimer ali šola s prilagojenim programom ali glasbena šola, vrtec oziroma knjižnica in tako dalje. Sam prostor bo potem popolnoma preurejen. Drugi kupec, ki je kupil preostali del Bartogovih prostorov, bo pač uredil še stanovanjske objekte in pa trgovski center in seveda, če bomo v prihodnje dobili še investitorja ali pa izvajalca dejavnosti za dom starejših občanov, potem bo Mirna v popolnoma novi preobleki. Center Mirne bo drugačen in prepričan sem, da bodo Mirnčani ponosni na to, da se je Mirna iz majhnega kraja spremenila v zanimiv kraj, tako za vse prebivalce, ki bodo prišli, kot tiste, ki že živijo na Mirni. Omenjate torej stanovanja. O kakšni količini stanovanj torej govoriva zdaj v tem ožjem središču? V ožjem središču govorimo v prvi fazi o 46 stanovanjih, to se pravi v 2 stanovanjskih blokih, ker se v parih dneh pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja, potem še o 2 stanovanjskih blokih manjših, po 9 stanovanjskih enot, kjer smo že prejeli tudi idejno zasnovo za ta 2 bloka, potem še v enem manjšem bloku z 6 stanovanji in če vse to skupaj seštejete, smo že okoli 70 stanovanj. Glede na to, da smo prodali že 15 parcel ali prostorov za individualno izgradnjo hiš in pa da se dela še OPPN Žapože za 26 stanovanjskih objektov, potem smo blizu 100 novih stanovanj, stanovanjskih enot, to pa lahko pomeni že 300 do 400 novih prebivalcev in seveda ravno iz tega naslova potrebujemo tako vrtec kot možnost širitve šole in tukaj mora lokalna skupnost poskrbeti, da bodo vsi tisti, ki bodo na Mirno prišli, zadovoljni in zadovoljni tako z infrastrukturo na področju predšolske in šolske vzgoje, kot tudi na področju družbenih dejavnosti oziroma preživljanja prostega časa. Če sva že na nek način v tem ožjem središču Mirne, pa se morava dotakniti tudi lahko bi rekla kar kaosa prometnega zaradi pač nove ureditve ali pa izbrisa teh črt, do katerega je prišlo pred kratkim. Kakšna je trenutno situacija glede prometa? Kako kaže z to prestavitvijo te regionalne ceste na obrobje? Ja, res je. Vsi, tudi Mirnčani, smo bili zelo razočarani nad posegom v center Mirne na samo glavno cesto, ki je v državni lasti in seveda država je pač z stališčem, da je pač po evropski direktivi cestišče, ki je ožje od 5 metrov, potreba tako označiti, kot je sedaj označeno. Seveda mi nismo zadovoljni in smo pisali na direkcijo za ceste, ki so nam odgovorili, da pač moramo izdelati projektno dokumentacijo za drugačno ureditev, kajti vsak prehod za pešce mora biti ustrezno osvetljen, označen. To smo zagotovili in v dogovoru smo, da bomo čez poletne mesece dobili nazaj zopet 2 prehoda za pešce, novo asfaltno prevleko in pa vse tiste označbe, ki so seveda nujno potrebne za varnost pešcev in predvsem otrok v centru Mirne. Dejstvo je, da skoraj 2 leti še ne bo nove obvoznice, kljub temu, da se mi zelo trudimo, vendar država mora odkupiti še zemljišča. Pričakuje se izgradnja v letu 2022, tako da do takrat pa je treba odkupiti še približno 30% zemljišč. Gradbeno dovoljenje oziroma PGD in PZI je občina Mirna že izdelala in je v trenutno fazi predaje na direkcijo za ceste, ki je tudi tista, ki bo
to obvoznico izgradila, ne samo zaradi Mirenčanov, ki živimo na Mirni, temveč zaradi vseh prebivalcev Mirenske doline, ki želijo seveda čim hitreje in čim bolj varno priti mimo ali pa preko Mirne, čez Mirno, kakorkoli že rečemo, do Trebnega in potem naprej v Ljubljano, kajti nazadnje sem slišal v občini Sevnica, ko smo se pogovarjali o posodobitvi ceste Sevnica-Trebne, da samo iz sevniške občine dnevno hodi v Ljubljano v službo 1000 občanov občine Sevnica in seveda niso vsi na vlaku, veliko jih je z avtomobili, veliko je tudi tovornjakov, ki prečkajo pot preko Mirne proti Novemu mestu, kajti to je nekako tudi bližnica do Novega mesta iz Celja, pa še izmaknejo se cestarini in seveda vse to pomeni, da se preko Mirenskega mostu vali dnevno preko 5 oziroma skoraj 7000 vozil in seveda vsa ta vozila so potencialno nevarna za naše pešce, za tiste uporabnike ceste, ki moramo dnevno tako ali drugače iti iz enega konca na drug konec Mirne, kajti trgovina za vse Blokovčane je na drugi strani, večja trgovina. Ko bomo imeli trgovski center v centru Mirne, pa bo temu drugače in ko bomo prestavili še promet na tako imenovano obvoznico, potem bo na Mirni še bolj prijetno bivati in to si vsi Mirenčani želimo in si zaslužimo. In življenje bo lažje. Življenje bo veliko lažje in bolj prijetno. K cestam se bova nekoliko kasneje še vrnila. Zdaj smo govorili veliko o naložbah, v naslednjih minutah pa se bomo bolj posvetili družabnemu življenju z županovim gostom, torej sledi rubrika Županov gost. Na Mirni ni pestro le na naložbenem področju, pač pa tudi na družabnem, kulturnem in tudi športnem. Več o tem bomo govorili z nocojšnjim gostom. V studiu tako pozdravljam podžupana občine Mirna, gospoda Zorana Remica. Dober večer. Dober večer. Torej, gospod župan, že omenila sem, da je pri vas zelo pestro tudi na tem področju. Zakaj ste se odločili, da v goste povabite vašega podžupana? Ja, podžupan ni samo podžupan, ampak je tudi kulturnik, velikokrat recitira, hodi tudi na prireditve, povezuje programe, je tudi športnik in seveda prav paše, da o družbenih dejavnostih več pove podžupan, kajti prebivanje v kraju je zelo pomembno tudi od dejavnosti društev in družbenih organizacij, kajti kvaliteta življenja občanov se meri ne samo po naložbenih pridobitvah, ampak tudi po samem bivanju, po sami kvaliteti bivanja. Gospod Remic, ko sva se pogovarjala pred oddajo o tem, kako pravzaprav je pri vas na Mirni, ste mi dejali, da je zelo živahno in pestro. Lahko še gledalcem razložite, kaj ste pravzaprav mislili s tem? Seveda, v vseh teh letih razvoja občine kot take, pa tudi že prej so v naši občini ali pa prej še krajevni skupnosti društva delovala na polno, bodisi na športnem področju, kulturnem, kot tudi turističnem. In če morda samo omenim zdrav duh v zdravem telesu, lahko samo govorimo o tem, lahko pa dejansko tudi udejanjimo in to kažejo tudi naši številni uspehi naših občanov, krajanov, kakorkoli, ki so vključeni v različna društva, ki imajo dolgoletno tradicijo. Eno takih je recimo nogometni klub Mirna, ki je obeleževal že 50 let pred kratkim. Drugo je smučarski klub Zabrdje, sam sem treniral tudi badminton, ki ima že dolgoletno tradicijo. Še z osnovne šole se spomnim, ko sem to treniral in kaj je naše bistvo? V bistvu, da omogočimo čim širšemu krogu ljudi, tako mladim kot tudi starejšim, pač da se gibljajo, da niso samo doma za računalniki, pa preko spleta, pa socialnih omrežij, ampak dejansko tudi, da skrbijo za svoje telo in da konec koncev tudi ne ostane samo pri besedah. V ta namen smo tudi v naši občini zgradili obsežno infrastrukturo,
ki jo s ponosom kažemo vsem obiskovalcem, ki se oglasijo v našem kraju in ki jo s pridom uporabljamo vsi občani. Naj omenim samo recimo trim stezo namerni. Ta je sedaj v tej naši COVID situaciji še kako prav prišla, ko smo bili omejeni na samo gibanje na samem območju naše občine. In tudi sam sem recimo večkrat se odpravil po sami stezi na tek ali kakorkoli in srečal številne ljudi, tako mlade kot starejše, in v bistvu imeli smo nek kotiček, nek prostor, kamor smo se v tem obdobju lahko umaknili, in to smo tudi s pridom izkoristili. Zdaj večkrat v bistvu tudi ali občani ali pa pač ljudje vprašajo, zakaj toliko namenjate sredstev recimo za šport, za infrastrukturo ali kakorkoli. Zakaj? Med drugim tudi zato, da Mirna ni samo spalno naselje, kajti včasih sem tudi sam imel tak občutek, da v bistvu ljudje so ali pa smo v kraju bili samo toliko, da smo prespali, ostali del pa smo namenili za službo, pa malo okoli recimo potovali ali kakorkoli. Zdaj pa v bistvu smo občino tako razširili, da jim lahko mi praktično ponudimo vse in da drugi hodijo k nam, ne? Naj omenim tudi sama ta igrišča, ki so na našem prostoru, tako nogometna kot prenovljeno košarkarsko igrišče in prenovljena ta atletska steza oziroma šolsko igrišče. Smo dali tartan, ni več lež, kot je bil včasih, ko smo raznašali tisti pesek po stanovanju ali kakorkoli, ampak dejansko je dobilo svojo podobo. Imamo pump track stezo, kot to kolostezo v bistvu, ki jo nadobudno mladi otroci in tudi pretežno pač mladina uporablja in včasih kar vrvi tam od obiskovalcev. Imamo beach volley, odbojko na mivki, imamo smučarsko skakalnico, imamo tudi za starejše generacije recimo rusko kegljišče, potem nek motorični poligon, tenis igrišče, skratka vse na enem takem majhnem mestu, in tukaj se tudi generacije mešajo in v bistvu živimo lahko v sožitju in v bistvu se čuti ta dnevni utrip življenja občine, ne? In v to se je splačalo investirati. To so se zdaj dotaknila športa v bistvu, ne? Če pa pridemo v bistvu na kulturo, ne? Kot je pač župan rekel, najprej tudi hvala za povabilo, ne, župan. Kar se kulture tiče, pa tudi jaz sam sem celo življenje praktično že aktiven z raznimi nastopi, povezovanjem prireditev, recitacijami in tako v bistvu vse pro bono, nikoli za denar, ne? In ti moraš nekaj sebe vložiti v kraj, v prostor, kakorkoli, da potem na nek način to dobiš nazaj, in potem je tudi ta čas doletela, no, da sem v bistvu bil imenovan za podžupana, no, tako da. Se pravi, najbrž tudi v tem duhu vidite to svojo vlogo podžupana. Tako je. Da ste čim več med ljudmi na nek način, da preverite, ali so se investicije, ki so bile narejene, recimo, kot ste že prej sami omenili, v športno infrastrukturo res obrestovale in danes živijo. Tako. In ko sem že ravno govoril o kulturi, ne, kultura je na nek način vodilo človeštva, kultura je nekaj, kar nas v bistvu spremlja vsak dan, in to je težko enoznačno povedati, ta pojem opisati kakorkoli. Začne se že s tiskom roke, začne se s pisanjem pesmi, proze, kakorkoli, ko so tudi umetniki skozi kulturo upozarjali recimo na družbene probleme, ki so postavljali voditeljem, lahko rečemo tudi nam, pač ogledalo naše družbe, našega časa, in nas tudi upozarjali na probleme, ki jih v bistvu oni vidijo. In brez kulture, za moje pojme, pač ni naroda, ne? Tako da moramo jo ohranjati, moramo jo obeleževati, moramo se je tudi aktivno vključevati v njo, in le tako bomo ta napredek videli, doživeli ali kakorkoli, ne? Ampak ne ostane le pri besedah, to je treba dejansko tudi podkrepiti s finančnimi sredstvi, in zaradi tega je prav v bistvu, da tudi v to vlagamo. In za našo občino lahko rečem, da vsi sveti trije do zdaj, ko so bili občinski, sam sem bil prisoten, v vseh so imeli posluh za te vsebine, in dejansko v bistvu sredstev za te namene nismo nič zniževali, kakorkoli. Zdaj z rebalansom letošnjega proračuna smo pač malenkost okrnili z 10%, ampak to bistveno ne bo vplivalo, ne, kajti
neke vsebine se tudi niso pač izvajale, vemo, v kakšnih krizi smo bili ali kakorkoli. V glavnem, tako bomo delovali še naprej. Konec koncev to znajo ceniti tudi občani, mi smo tudi občani in se tudi na nas obračajo v bistvu na nek način z zahvalami, da v bistvu podpiramo društva, ne, da omogočamo njihovo delovanje, kakorkoli. Ja. Ena osrednjih stavb v občini namenjena kulturi je seveda Dom Partizan, o katerem smo že veliko slišali. Kako pa je trenutno z naložbo, z obnovo, z dogajanjem tam? Vse se je v bistvu kar neke stvari tudi noter, kot tudi zunaj že uredilo. Nazadnje streha, sam prostor noter, ta poden, v bistvu sam oder, nekaj tudi zavese, kakorkoli, ampak kar se naložb tiče, mislim, da bomo letos uspeli speljati zgodbo, za katero nismo sicer še dobili pogodbe, ampak so nam obljubljena pač sredstva, ki jih bomo namenili v bistvu opremljanju same stavbe v smislu elektrifikacije, ozvočenja, razsvetljave, pač tako. Se pravi, ocenjujete, da pri vas namerni na nek način ti dve poti, da rečem, se pravi ta infrastrukturni vložki in pa tudi v ta del mehkejše vsebine, bi lahko rekli, na nek način poteka to v sožitju in je tako, kot danes pravite, tudi prav, ne? Tako in v bistvu, se vsi zavedamo, da nič ne bo iz danes na jutri. Potrebni so etapni cilji, majhni koraki in z močno voljo, ali kakorkoli nam bo uspelo. Jaz tukaj moram tudi še javno pohvaliti pač kot prvo župana in celo občinsko ekipo, se pravi občinsko upravo, kajti vse te naložbe, ki so bile izvedene v preteklih letih, smo dejansko plemenitili, se pravi, da smo dobili takšna ali drugačna sredstva, bodisi iz evropskih skladov ali pa iz kakšnih drugih teh namembnih področij. V glavnem, vse te naložbe smo plemenitili, se pravi, da ta denar dejansko ni šel v nič in ima večjo vrednost ali kakorkoli. Omenili ste sami že, da je veliko društev. Koliko pravzaprav društev recimo deluje v vaši občini, da si lahko lažje predstavljamo, in verjetno je to res, so ta področja zelo, oziroma neverjetno, vemo, da so ta področja zelo različna. Ja, po spisku je 21 društev, ki deluje v občini Mirna. Seveda, nekatera so bolj, nekatera manj aktivna, nekatera so malo zaspala, vendar vseeno mislim, da imamo še nekaj želja, predvsem, da bi na področju turizma ustanovili društvo, ki bo bolj poganjalo sam turistični utrip v lokalni skupnosti. Drugače pa seveda moram pohvaliti vsa društva, ki so aktivna, še najbolj gasilska društva, ki resnično živijo in delajo v teh korona časih oziroma v tem covidu še bolj aktivno in še bolj so bili vpeta v delovanje, kot tudi vsa društva na področju kulture, športa in pa seveda tudi ostalih dejavnosti, in brez društvenega življenja ni življenja lokalne skupnosti. Pravzaprav z kulturo na nek način ali pa z delovanjem vseh društev je povezano tudi vsakoletno na nek način ali pa praznovanje občinskega praznika. Letos ste sami že prej omenili, da ste že podelili občinske nagrade, torej slavnostno ste jo že imeli. Kdo si je letos zaslužil torej na nek način, da ga izpostavite zaradi njegovega dela v preteklosti? Ja, letošnjo leto je občinski svet nagradil 3 posameznike po predlogu seveda predlagateljev, in sicer z priznanji občine smo podelili smo dve zahvali, 2 priznanja, in sicer Srečku Križniku za njegovo dolgoletno delo na področju ne samo vodooskrbe, ampak tudi vseh aktivnosti, tudi še za nazaj na področju dela sela Migolice, Migovske gore in tudi same Mirne, kajti bil je nenazadnje tudi svetnik takrat v krajevni skupnosti Mirna. Ob 100-letnici delovanja gasilskega društva Selo
primerni, seveda smo tudi njim podelili to plaketo za zasluge pri aktivnostih na področju obrtne cone, se pravi od še iz časa, ko je vodil Unitehno gospod Kolenc Boštjan, in pa seveda za vso pomoč potem pri delu na pridobivanju investitorjev in samih aktivnosti pri razvoju te naše obrtno-poslovne cone, pa smo podelili plaketo kot najvišje priznanje Boštjanu Kolencu, kot sem že prej omenil, in mislim, da so vsa 3 priznanja šla v prave roke in upam, da bomo v naslednjem letu, ko bomo praznovali 10. letnico obstoja naše občine, tudi lahko podelili kvalitetna priznanja tistim, ki si to zaslužijo, in prav je, da so ljudje, ki delujejo, ki so aktivni, za svoje delo tudi nagrajeni in na ta način, da se jim izkaže zahvala za njihova prizadevanja pri razvoju lokalne skupnosti. Letošnje praznovanja so v vseh občinah, bomo rekli, nekoliko okrnjena ali pa nekoliko drugačna, kot so bile recimo v preteklosti, pravzaprav zaradi teh posledic epidemije, pa tudi današnjih ukrepov, ki seveda še veljajo. Kako ste na nek način vi zasnovali letošnje praznovanje? V bistvu smo nek del praznovanja v bistvu že imeli s to podelitvijo nagrad najbolj zaslužnim občanom. Res, da je bilo zaprtega tipa ravno zaradi te situacije, tako da bomo letošnjo leto nekako bolj zamaknili v prihodnje leto, pa združili potem zgodbo, da bo ta prav namen dosežen v bistvu. Velja nam rečem en kup omejitev, pa ne bi želeli pač to kršiti ali kakorkoli, da bi se kdorkoli ob to spotikal. Tako da verjetno tudi vsak po svoje. Žal bomo morali tudi, so nekatere prireditve tudi odpovedane, kajti ukrepi pred kratkim, predvčerajšnjem sprejete na vladi, pač ne dovoljujejo več zbiranja do 500 občanov ali pa do 500 ljudi na enem mestu, temveč 50, in seveda ob pridobivanju vseh ustreznih papirjev, ki jih pač mora pridobiti organizator, so pač organizatorji nas seznanili, da bodo prireditve odpovedali in jih prestavili na ali kasnejši čas ali pa na prihodnje leto, kot je rekel že gospod podžupan. No, tako kot ste pa že menili, lahko pa vsak sam pri sebi lahko si kaj kulturnega pogleda na televiziji ali pa morda doma sam pripravi kakšno prireditev, otroci recimo. Ja, letos tudi odpade ta vsakoletna prireditev v mirnem gibanju, kjer se pomerijo ekipe pač v košarki, nogometu, kakorkoli so pridno trenirali, kakor je pač situacija dopuščala, že letos in tako, ampak bodo to svoje znanje mogli mogoče malo prestaviti. Drugače pa, tako kot vedno, pač tudi sami moramo poskrbeti za to, da si vsakdanjik ali pa določeno obeležja naredimo tudi pač po svoje, kakorkoli. Če ne bo kakšne spremembe, kaj ti ukrepi vlade se zelo hitro spreminjajo. Če ne bomo pa nadoknadili. Nadoknadili kasneje, ne? Je pa tako, kot je gospod župan rekel, pač letos je veliko prireditev bilo odpovedanih, zamaknjenih, kaj bo situacija prinesla, ne vemo, ampak zagotovo se bomo pa potrudili, da bo mer na svoj utrip življenja ohranila tudi še v bodoče. Tako da mi živimo zmerno in zamerno, z ljubeznijo. Za varnost in zdravje je treba res skrbeti v prvi vrsti, vse skozi. Najlepša hvala za tele odgovore, za pogovor, seveda za obisk v studiu. Midva z županom pa bova pogovor nadaljevala. Torej, z županom pa bova pogovor nadaljevala, najprej greva nazaj na ceste. Torej, omenila sva že kaos skozi središče, vendar pa na občini seveda upravljate ali pa morate poskrbeti za veliko različnih javnih poti in pa lokalnih cest in vsako leto namenite nekaj denarja tudi obnovi oziroma preplastitvi ali pa recimo makadamske preplastite z asfaltno prevleko.
Kateri odseki so na vrsti letos? Ja, tudi letošnjo leto bomo preplastili približno kilometer cest na različnih odsekih. Seveda jih ne bom vse našteval, kajti čisto točno vam gledalcem ne morem dopovedati, kje je posamezni odsek, ampak del ceste se bo uredil na območju Debenca, del ceste na območju se pravi Ševnice in pa potem Zagorice, pa potem v Migovski gori, proti Praprotnici in Stari gori na Griču, malo dlje od Zabrdja. In seveda vse te ceste vsekakor pomenijo izboljšanje prometne infrastrukture v lokalni skupnosti, kajti vsak kilometer, vsak meter ceste, ki je urejen, ki je preplasten, pomeni kvalitetnejšo in ne nazadnje tudi bolj varno vožnjo po naših cestah. Seveda sem vesel, da se pač ceste urejajo, da se preplastijo. Seveda upam tudi, da bomo v prihodnje morda še kakšen evro več namenili, to da najprej so seveda primarne naložbe na področju predšolske in šolske vzgoje, kar smo se pa že prej pogovarjala. Za boljše življenje občanov pa je pomembno seveda tudi pomembno področje tudi oskrba s pitno vodo. V načrtu imate tudi gradnjo vodohrana Gorenja vas in pa črpališča na Sejnicah. Kako je sicer s to oskrbo? Ja, kar se tiče samega vodohrana Ključ v Gorenji vasi, to je nujno potreben zaradi požarne vode, ki jo ta območje nima. To naložbo načrtujemo že kar nekaj časa pridobili smo že stavbno pravico za izgradnjo, za postavitev samega vodohrana. Urejamo pa še seveda sam dostop do tega vodohrana, kajti pridobiti moramo ali služnost ali odkup zemljišča za dostop do vodohrana in potem bomo pridobili tudi gradbeno dovoljenje in upam, da bomo v prihodnjem letu vodohran tudi dejansko izgradili. Za črpališče Sejnice smo naredili seveda najprej zopet preizkus kvalitete vode, ki je ustrezen, ker se je vrtina nekoliko zamaknila, moramo narediti novo vrtino, par metrov stran. Zemljišče trenutno odkupujemo oziroma je v fazi odkupa. In zato moramo pridobiti tudi novo vodno soglasje s strani države. Vendar ne bomo čakali za ureditev vodooskrbe še v Migolici in Migovski gori na to črpališče, temveč bomo v jeseni letošnjega leta povezali vodovodno omrežje iz smeri Sela v Sejnicah in seveda z temi par 100 metri še cevne povezave do Migovske gore in nato do Migolice, zato da bodo vsi prebivalci teh območij imeli kvalitetno pitno vodo, ki jo kupujemo trenutno v Zabukovju na območju vodnega zajetja Dane in seveda v prihodnosti pa bomo z lastnim črpališčem nadomestili to vodo iz tega črpališča in ne bojo treba več plačevati in potem subvencionirati razliko v ceni, kar dela občina sedaj. Kako pa je s kanalizacijskim omrežjem v občini? Kanalizacijsko omrežje vsako leto nekaj urejamo, ga dopolnjujemo, zato imamo tudi namenski denar in ko bomo sedaj urejali center Mirne, bomo delno preuredili tudi kanalizacijski sistem. Moramo kanalizacijo urediti tudi pri spodnjih blokih ob Dani, kajti tam potem vode prelivajo in zalivajo garaže, tako da seveda ti projekti na kanalizacijskem omrežju se vsakoletno izvajajo in upamo, da bomo nekoč v prihodnosti uredili ali pa se lotili tudi same čistilne naprave, ki je trenutno še v zasebni lasti. Pogovori v smeri ureditve te čistilne naprave in prenosu
ali na občino ali na drugega lastnika pa potekajo. Kajti gospodarstvo je odvisno tudi od urejene ne samo kanalizacije, ampak tudi čistilne naprave. Dotaknila sva se veliko naložb, mimo grede smo omenili večkrat tudi, se pravi, to obdobje epidemije COVID-19. Kako pravzaprav ste se v vaši občini odzvali na vse te ukrepe, na to dogajanje? Prej smo omenili, da na nek način življenje je teklo tudi zaradi tega, ker ste vlagali v različno infrastrukturo pred tem, pa vendarle, če na kratko opišete, kako je bilo v tem obdobju pri vas? Ja, bilo je zelo zanimivo in pestro. Takoj smo angažirali štab civilne zaščite, ki se je res maksimalno angažiral za to, da smo v prvi fazi pregledali vse tiste, ki so potrebni pomoči, se pravi starejše ali pa osebe potrebne pomoči. Zagotovili smo prehrano, oskrbo z živili. Seveda pa smo se takoj lotili tudi zagotavljanja mask za občane. Pri tem smo nekaj mask dobili iz štaba civilne zaščite iz Novega mesta oziroma iz štaba iz urada za zaščito in reševanje iz Novega mesta. In del mask, pralnih mask pa smo zagotovili z lastnim šivanjem. Odzvalo se je 30 šivil oziroma še en moški, ki so sešili skoraj več kot 3000 pralnih mask v 2 delih. Najprej smo zagotovili vsem občanom eno pralno masko in eno masko za vsakodnevno uporabo. Te maske so bile raznošene na vsa gospodinjstva. Moram se pri tem še enkrat zahvaliti vsem, ki so donirali material M-Tomu za tekstil in elastiko, potem seveda S-tisku za tisk, Plasti 2 za vrečke in pa Lapego za oblikovanje sporočila za vse občane, predvsem pa tudi za gasilcem vseh 4 gasilnih društev, ki so maske raznosili na vsa gospodinjstva. Moram pa reči, da je tudi občinska uprava bila izredno aktivna, da smo te maske na občinski upravi pakirali v vrečke, da je pri tem sodelovalo kar nekaj uslužbencev občinske uprave in lahko rečem, da smo v zadovoljstvu vseh občanov bili v stalnih kontaktih z občani, z potrebami občanov in da smo uspešno raznosili preko 3000 mask in zagotovili za to tudi varne prihode v trgovine in vse druge lokale, kjer so bile maske nujno potrebne za občane. Seveda, epidemija je praktično posegla prav v vse pore našega življenja, bi lahko rekli, seveda tudi v gospodarstvo ali pa zelo močno tudi v gospodarstvo. V kakšni kondiciji je gospodarstvo v vaši občini trenutno? Ja, lahko rečem, da je v zelo dobri kondiciji. Gospodarstvo občine Mirna, vse gospodarske organizacije so tudi v tem času delovale aktivno, se pravi, niso ljudje izgubili služb, niso odhajali, niso bili doma, kajti živilska industrija in tista industrija, ki je nujno potrebna za normalno delo, je obratovala. Vesel pa sem tudi, da niso iskali velikih pomoči se strani lokalne skupnosti, kajti lokalna skupnost te pomoči ne more nuditi, zato je pristojna država in tudi posluh gospodarskih organizacij do aktivnosti naše lokalne skupnosti je bil pozitiven. Veseli me pa tudi dejstvo, da v poslovni coni bodo prišla nova podjetja in s tem tudi nove možnosti razvoja naše lokalne skupnosti. Torej se tudi v tem delu, torej po tej poslovni industrijski coni, ki ste jo uredili, življenje teče naprej, torej naložbe bodo? Prepričan sem, da bodo. Seveda pa upam, da se bo z zemljišči, ki so trenutno v lasti podjetja bogataša ali pa gospoda Kostiča iz Srbije, da se bodo odprodala in da se bodo potem čim prej začela graditi vsa tista podjetja, ki želijo delovati na Mirni. Najlepša hvala, gospod župan. V sklepnem delu oddaje pa sledi še bitka s časom. Torej, gospod župan, v začetku oddaje sva govorila o gradu Mirna, nisva pa povedala, da pravzaprav ste vi del svojega otroštva preživeli na tem gradu, ste se igrali na ruševinah. Kako se
Kako ste bili povezani z njim? Ja, grad je bil del zgodbe vseh mladih Mirenčanov. Na gradu smo, takrat to ni bil grad, to so bile ruševine. In na teh ruševinah smo se igrali tako, kot se igrajo vsi otroci. Bilo je kar malo nevarnosti, kajti bilo je ogromno kač, bilo je rubidov, bilo je skalovje in to, da so se iz te ruševine preoblikovalo v grad, gre izključno zasluga dr. Marku Marinu. Mi mladi Mirenčani pa smo z navdušenjem spremljali vse njegove podvige, vse njegovo delo in danes lahko govorimo, da se Spečeva lepotica resnično prebuja. Se je pa verjetno od takrat močno spremenila tudi Mirna? Ja, kar precej. Mirna je, takrat nazaj sem gledal neke podatke, center Mirne je imel nekaj manj kot 400 prebivalcev, danes ima skoraj 1500, se pravi, razvoj kraja je bil izredno zanimiv in pa seveda v zadnjem času tudi prijazen za naše občane. Kaj pa morda najbolj pogrešate iz tistega obdobja? Bazen, tako kot večina. Tako kot večina. Sploh zdaj v tem poletnem času, ne? Tako. Torej, v duhu zgodovine sva na nek način prišla do zaključka najinega današnjega nocojšnjega pogovora. Najlepša hvala vam za vsa pojasnila, za obisk v studiu in seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Hvala lepa za čestitke in osebno čestitam tudi prebivalcem občine Mirna ob današnjem občinskem prazniku. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tudi vam najlepša hvala za vašo pozornost in prijeten večer.